Živijo, Ulzuki, vi gledate Mata na easy. Jaz tukaj razlagam Mato na najbolj easy način. Tabla. A ste si pogledali moja zadnja dva filmčka o križnem računu, sklepni račun, vse veste. No, ki imate, jaz vam ne verjamem, ker če bi si ga pogledali, bi mi poslali rešitve za naloge, ki sem vam jih dal za vajo. Ali pa ste samo vsi na počitnicah. Kakorkoli, danes bom vsem posnel rešitve na tabli. In torej pejte na prejšnja dva filmčka si pogledati tablo in rešite naloge, pol pa se vrnite na ta filmček in pogledajte rešitve na tabli. In vam bo vse jasen. Tabla. Torej ja, ta prva naloga je bila in je že napisana na tabli. Ampak ja, ta prva naloga je. 3 tovornjaki v bistvu pretovorijo 15 ton, a ne? Mene pa zanima, koliko bi 6 tovornjakov pretovorili, ne? 6 tovornjakov pa vprašaj ton. Mene zdaj zanima ta vprašaj, vem sem, da bi bilo veliko ton. Najprej moramo ugotoviti, za katero sorazmerje gre, torej vzamemo kredo in naredimo puščice. In puščice grejo v eno najmanjše količine proti največji. Torej, 3 tone se poveča na 6 ton in 3 tovornjaki se poveča na 6 tovornjakov. In 6 tovornjakov bo verjetno lahko več ton pretovorili, kot pa 3 tovornjaki. Torej, tudi tukaj gremo 15 ton proti vprašaj ton. 15 ton je že veliko, samo 6 tovornjakov, pa če bi jaz to rabo pretovoril, bi trajalo vsaj par mesecev, ja. Torej, potem, če greste obe dve puščici v isto smer, ne, ali obe dve gor ali pa obe dve dol, temu rečemo mehčac. Tega ne glih povedati učilnici, v bistvu lahko ji poveste, sam mi pol pojasnite, zakaj gre, tako kot bom jaz zdajle vam pojasnil. Mehčavc pomeni, to je premo sorazmerje, kar pa pomeni, da če se ena količina poveča ali pa zmanjša, se bo ta druga količina povečala ali pa zmanjšala sorazmerno. Sorazmerje je v bistvu odnos. Torej ja, pol potem napišemo 3 tovornjaki, a ne, to piha, prepeljejo, oziroma pretovorijo, te pice so pretovorijo 15 ton. Mene pa zanima, zdaj pa potem pa napišemo 6 tovornjakov, zdaj pa že spet velik piks, oziroma pretovorijo x. Bom dal ton z drugo barvo, da se bo lahko videl. Torej, x ton. Ok, zdaj pa naredimo črto. Pol potem pa napišemo x je enako. In naredimo že spet z drugo barvo križ. Oziroma, zdaj pa ta del križa, ki se ne dotika x-a, torej 6 tovornjakov pa 15 ton, oziroma 6 pa 15, napišemo x je enako 6 krat 15. A ne? 6 krat 15. Zdaj pa to, kar imamo že napisan, delimo s tistim delom, ki se ne dotika x-a. Torej s temla, ne, to so 3 tovornjaki. To pa ni toliko veliko 6 tovornjakov, ne? Torej 6 krat 15 deljeno s 3. In ja, ta črta pomeni deljeno, oziroma to je ulomkova črta, ki pa pomeni deljeno. Torej, zdaj pa to izračunamo tako, da 6 krat 15 je 90, deljeno s 3 je pa 30 ton. Torej, zdaj vemo, da 6 tovornjakov lahko pretovori oziroma prepelje 30 ton. Tabla. Gremo zdaj še na drugo nalogo. Evo me, sem že nazaj na tabli. Zdajle imam eno malo bolj poletno nalogo. Vemo, da 5 kep sladoleda, vsaj na morju, stane 10 €, ki imajo na morju malo dražje cene. Zanima me pa, če bi imeli 3-člansko družino, torej mama, oče in sin, pa da bi vsak od njih pojedel 4 kepce sladoleda. Se obožujem sladoleda, ampak 4 kepce so pa res velik. Ne toliko velik, kot moj oči, ki jih je enkrat pojedel 19. Pa še vedno obožuje sladoled. Torej, to bomo najprej označimo, katero sorazmerje. Torej, tale 3-članska družina bo verjetno več kepic pojedla, kot pa samo 5, zato naredimo takole puščico. In cena bo verjetno tudi narasla.
zato gre puščica tako. In če sta obe dve puščici v isto smer, je to mehčavec oziroma premo sorazmerje. To pa se lotimo zdaj tako s križnim računom. Napišemo torej 5 kepic sladoleda stane 10 evrov. 10 evrov, ne? To je drago. Približno. Zdaj pa tričlanska družina pod vsak poje 4 kepce, to je vse skupaj 12 kepic sladoleda. Napišemo, torej to bo pa stal x evrov. Naredimo črto in napišemo x je enako. Zdaj pa bomo naredili ne x, ampak križ, ki je v bistvu tukaj na temu primeru malo večji x. Zdaj pa, tisti del križa, ki se ne dotika x-a, torej 12 pa 10, bomo pomnožili. Torej, x je enako 12 krat 10. In zdaj pa to, kar imamo že napisan, delimo s tistim delom, ki se dotika x-a, torej 5. 12 krat 10 bomo zdaj delili s 5. Je enako 12 krat 10 je 120, deljeno s 5 je pa 24. Napišemo 24 evrov. Ta družina bo samo za sladoled porabila 24 evrov. To je veliko. Evo, gremo še na tretjo nalogo oziroma predzadnjo. Evo me, sem še enkrat nazaj na tabli. In zdaj bomo šli zidat garažo. Torej, moj oče Aleš je povabil 3 prijatelje in oni so 3 dni zidali garažo. Vse skupaj so bili 4, ne? Z avtomobile garaže, ampak niso avtomobili, noter so pa deli avtomobilov. Ampak, kaj pa če en prijatelj ne bi mogel priti, ne, da bi bil bolan, torej bi bili vse skupaj samo 3. Koliko dni bi pa to v bistvu zidali? Najprej v bistvu ugotovimo, kje so razmerje, ne? Torej, puščice vedno rišemo od manjše količine k večji. Torej, 3 prijatelja, ne, jih je manj kot 4. Naredimo puščico od dol na gor, oziroma 3 prijateljev do 4 prijatelja. In z tega, ker jih je manj, bojo verjetno dalj časa zidani. Naredimo od 3 dni, kar lepo takole na dni vprašaj. Okay? Torej, če gre ena puščica gor in ena puščica dol, temu rečemo vrvica, oziroma obratno sorazmerje. Pa, če se ena količina poveča, se pa ta druga količina sorazmerno pomanjša. Tako kot tukaj demonstriram na vrvici. To zdaj tako izračunamo, da napišemo. Torej, 4 prijatelji, ne, so zidali garažo 3 dni. Ok, zdaj pa eno vrstico spustimo. To je malo drugače. In naredimo črto. Pol pa še napišemo, torej 3 prijatelji bojo zidali garažo x dni. In pač zanima nas ta x, ampak preden gremo na x, gotovimo, koliko časa bi en človek zidal garažo. Oziroma, če so 4 zidali 3 dni, v bistvu to dvoje pol samo pomnožimo. Torej, 4 prijatelji krat 3 dni, ne? Torej, ena oseba, ne, je zidala garažo, vse skupaj 4 krat 3 dni, ne? 4 krat 3 dni. In zdaj pa naredimo samo to takole črto. Naredimo križa, ampak črto. In zdaj pa pod to napišemo še x je enako in zdaj pa 4 krat 3 je 12, ne? Zdaj pa to, kar se dotika črte, delimo. Torej 4 krat 3 je 12, ne? Koliko sem že povedal? 12 deljeno s 3 je pa 4. Torej, 3 prijatelji bojo garažo snemali pač bojo garažo gradili 4 dni. Sem malo zamešal, kaj je zdaj, da snemam filmček. Razen, če bi komu v bistvu tlakovca ali pa cegel padel na nogo, kapol bi rabili še iti v urgenco. Ampak upajmo, da se to ne zgodi, ne? Gremo zdaj še na tretjo nalogo, oziroma na četrto in zadnjo nalogo. Evo me, sem že nazaj na zaključnem vprašanju. Tabla.
Veste, zakaj je zaključno vprašanje? No, zatega, ker veste, učiteljice nam na zaključni prireditvi, ko imamo, rečejo, da stole prinesemo pač v dvorane zaključne prireditve, da bomo imeli kje zasedeti med zaključno prireditvijo. Veliko zaključne prireditve je, ne? Ja, torej, nekdo je to štopil in je ugotovil, da 26 učencev je 40 stolov prinesel v približno 2 minutah. Kaj pa, če bi imeli samo 5 učencev, koliko časa bi pa oni rabili? Vem sam, da bi legala. Torej, najprej ugotovimo, katero sorazmerje je. Puščice vedno rišemo od manjše količine proti večji. Torej, 5 učencev je manj kot 26 učencev, ne, narišemo puščico gor. In 26 učencev bo verjetno manj časa rabili kot 5 učencev in naredimo puščico takole, ne. In če je ena puščica gor, ena puščica dol, je pa to takole. Vrvica oziroma obratno sorazmerje, ker se ena količina poveča, druga se pa pomanjša. Torej, to zdaj tako rešimo, a ne, da napišemo 26 učencev, a ne, 40 stolov, prinesli v dvorano v 2 minutah. 2 minutah. Evo, potem pa pustimo eno vrstico prazno in naredimo pol tukajle črto in pod črto napišemo za 5 učencev bo pa torej 40 stolov prinesli v x minutah, ne. Torej, najprej bomo izračunali za enega učenca, koliko časa bi rabil, da bi prinesel 40 stolov v dvorano. To pa ugotovimo tako, da to dvoje pomnožimo, ne. Torej, 26 krat 2 je pa 52, ne. Torej, en učenc bi za 40 stolov rabil 6 krat 2 minut. Oziroma, ja, 26 minut krat 26 krat 2, ne. Toliko minut bi rabil, da bi prinesel 40 stolov. Zdaj naredimo križa, ampak naredimo samo eno črto takole. In pol na dnu napišemo x je enako, torej 26 krat 2 je 52, deljeno s 5 učencev. Če bi bili pa 4 učenci, bi pa delili s 4 učenci, a ne, zatega, ker bojo tokrat manj časa dela. Torej, 52 deljeno s 5 je pa 10,4 minute. Torej, 5 učencev bi rabili 10,4 minute, da bi 40 stolov prinesli v glavno dvorano, kjer bi imeli prireditev. Pa vso srečo pri prireditvi, saj mi že ni več. V glavnem, ja, to je to. Upam, da vam je ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkajte in naročite se na YouTube kanal Mata na Easy. Pa mogoče si pogledajte še slova na Easy, če vas zanima slovenščina. V glavnem, še nekaj. Rad bi se zahvalil še moji računalniški dobri vili Hestia Pro. Oni prodajo računalnike, miške, tipkovnice, vse, kar rabite za komp. Poglejte si jih spodaj v pač povezavi, ki jo bom dal, in zraven naleje so. Torej, to je kul, ne? V glavnem, lepo se imejte. Se vidimo v naslednjem filmčku. Čau!